Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. V Beltincih so v soboto na grajskem dvorišču slovesno odprli že 16. lov sokoli. V restavraciji Zvezda v Murski Soboti so se včeraj zbrali starejši občani mestne občine. Razvojni zavod občine Puconci sodelujočimi društvi vabi na martinovanje. V oddaji Med nama bomo tokrat med drugim predstavili barve Istre. In še vreme jutri bo precej jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Na grajskem dvorišču v Beltincih je potekalo slovesno odprtje 16. lova sokoli v Pomurju, ki so ga pripravili Zavod za turizem, kulturo in šport Beltinci, Sokolarsko društvo Pomurja in Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujet. Na grajskem dvorišču v Beltincih so se minulo soboto zbrali sokolarji na 16. svečanem odprtju lova sokoli in pticami ujedami. Ohranjanje te vrste lova je nekaj prav posebnega. Letos pa so se ob tem spomnili še preminulega predsednika Sokolarskega društva Pomurje Dragana Zemljiča. Obiskovalcem in obiskovalkam pa so pred začetkom lova predstavili še ptice in opisali pomen lova. Mi želimo pravzaprav, da ljudje nekako spoznajo, da je sokolarstvo tudi slovenska tradicija. Zanimivo je to, da večina ljudi mogoče niti ne ve, da je sokolarstvo vpisano na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine in tudi v Sloveniji pravzaprav imamo eno bogato zgodovino sokolarstva. Tako da mislim, da je prav, da ljudem približamo, da spoznajo pravzaprav, da sokolarstvo kot ena tudi oblika lova pravzaprav živi v Sloveniji že stoletja. Na odprtje lova sokoli so prišli sokolarji iz drugih držav, prav tako pa so se odprtja udeležili lovci z drugimi pticami. Ja, torej, čeprav sokolarstvo pravzaprav nekako povezujemo s sokoli, vemo, da se lahko lovi tudi z drugimi pticami ujedami, recimo orli, planinskim orlom. Zelo zastopani, vidimo, so bili kragulji. V bistvu vse to so ptice, pravzaprav, s katerimi se da loviti. Je pa mogoče še to za poudariti, da vse te ptice, ki jih imamo za sokolarjenje, da so iz vzreje, da niso to vzete iz narave, oziroma še več sokolarji pravzaprav s to umetno vzrejo lahko omogočamo tudi, oziroma smo, da se te lahko potem tam, kjer jih ni več, oziroma so ogrožene, vrača v naravo in tako naprej. Zanimivo je tudi to, recimo, da gre za en poseben odnos med človekom in eno po svoji naravi divjo ptico, da v bistvu ji omogočimo tisto, kar ona tudi počne v naravi. Torej, lahko svobodno leti, lahko lovi, se pravi vse tisto, kar je v njenem karakterju, v njeni naravi in kar ona rabi. Lov sokoli ohranja eno najstarejših tradicij sobivanja človeka in narave. V Murski Soboti v restavraciji Zvezda je potekalo tradicionalno srečanje starejših občanov, ki ga je pripravila mestna občina Murska Sobota v sodelovanju z mestnima četrtma Center in Ledava. Mestna občina Murska Sobota je v sodelovanju z mestnima četrtma Center in Ledava včeraj pripravila tradicionalno srečanje starejših v restavraciji Zvezda v Murski Soboti. Srečanje ima poleg družabnega tudi namen zahvale občanom, ki so zgradili in oblikovali mesto. Leto je spet okrog in že po tradicionalni neki navadi se vsako leto v mesecu oktobru in novembru srečamo z starejšimi, torej starejšimi nad 70 let. Dejansko pa ta srečanja potekajo tudi v vseh primestnih naseljih. Zdaj, ker v Murski Soboti žal nimamo več neke dvorane, kjer bi lahko bili vsi naenkrat, smo morali to druženje razdeliti na dva dela, in sicer po mestnih četrteh, ampak kljub temu verjamem, da bo tudi na takšen način dejansko učinek dosežen, kajti starejši si želijo srečanja, tudi neformalnega takšnega druženja, in prav je, da se kot mestna občina spomnimo na njih, ker so tudi oni tisti, ki so v prejšnjih desetletjih generirali nekako
življenje in samo našo mestno občino. Zato je prav, da ta srečanja tudi so, da pridemo vsaj enkrat na leto mogoče bolj množično skupaj in se nekako tudi podružimo in poveselimo. Dogodek je potekal pod geslom Pokloni čas, polepšaj dan, kar pomeni, da je čas, ki ga naklonimo nekomu, nekaj najbolj dragocenega in s tem lahko čisto zares polepšamo dan. Dejansko je tempo življenja postal dokaj hiter in včasih pač v vseh teh nekih svojih dejavnosti, ki jih imamo, pozabimo eno drugega, zato je prav, da se včasih tudi ustavimo, da se podružimo, pa tudi v luči ne nazadnje zadnjih dogodkov v naši državi, ki nas nekako postavlja kot nek vzor, dober primer sobivanja, sožitja, je tudi to sodelovanje med starejšimi, mlajšimi, mladi pripravijo program. Dejansko starejši so tisti, ki imajo modrost, izkušnje, veliko od njih še vedno aktivnih v raznih organizacijah, v raznih društvah. In samo na takšen način v nekem medgeneracijskem sodelovanju, sobivanju, sožitju lahko tudi družba napreduje in to je tista, po mojem mnenju, normalna družba, ki nekako ponekod mogoče že tudi izginja. Zato tudi na ta način želimo nekako, da povezujemo ljudi in da se tudi na vse njih tudi spomnimo. Starejši se sicer radi družijo, čeprav ustreznega prostora v tem trenutku, kot pravijo, v mestu nimajo, žal pa se nekateri srečanj tudi ne udeležujejo. Druženja pa so za starejše še bolj pomembna kot tista v delovno aktivni dobi. Današnjega srečanja se veselim. Še bolj vesela bi bila, če bi imeli v Murski Soboti, zdaj, ko več nimamo Diane zase, mislim tudi za naše prireditve, kakšen prostor, kot ga imajo mladi, recimo Mik, da bi tudi starejši, ki nas je v tem mestu zelo veliko, svoje prostore in bi bilo srečanje tam. Izzivi so pa veliki. Samo, ko bo proračun bolj poln, upam tudi na te prostore in na vse ostalo. Je pa žal tudi veliko takih, ki se ne odzovejo in prav tiste bi rada izbezljala, da pridejo iz svojih domov in se podružijo, poklepetajo. V teh letih je to zelo pomembno. Druženja veliko pomenijo. Imamo si veliko zapovedati. Z leti pride modrost, izkušnje so seveda tudi tukaj in ta izmenjava bi bila zelo koristna. Srečanje starejših so popestrili dijakinje in dijaki Soboške gimnazije pod vodstvom profesorja Tomija Bušinovskega. V Puconcih bo ta konec tedna veselo, kajti pripravili so martinovanje. Želeli smo izvedeti nekaj več in v našo družbo povabili direktorja Razvojnega zavoda občine Puconci Jožeta Špilaka. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Lepo ste navedli, se pravi Razvojni zavod občine Puconci v sodelovanju z občina Puconci, kulturno-turističnim društvom Vaneča, kulturnim turističnim društvom Dolina, to soboto prireja že tradicionalno prireditev Martinov dan v Puconcih. Od pohoda do kozarca, kot je slogan. Zbiranje prijav bomo imeli med 9:30, pohod se bo začel ob 10:00, nato bomo se sprehodili po okoliških vaseh, se na kratko ustavili v Vaneči, kjer bomo tudi si ogledali vinsko klet Novak pobliže. Nato po približno 2 urah pohoda se bomo vrnili nazaj v Puconce, kjer nas bo pričakala topla malica in pa pijača. Popoldne, nekje ob 1 uri, bo sledil osrednji del prireditve, martinovanje na dvoriščih pred občinsko zgradbo. Z nami bodo Društvo vinogradnikov Goričko, potem vinogradniki iz pobratenih mest iz Zaboka na Hrvaškem ter Tordaša z Madžarske. Sledil bo krst mošta, kjer bomo tudi uskušali mlada vina in se zabavali ob glasbi skupine Vinski bratje iz Gederovec. Vzporedno bo potekala tudi kmečka tržnica, kjer bomo predstavili številne lokalne ponudnike, kjer imajo na razpolago sire, mlečne izdelke, domači kruh, tekstilne izdelke in različne druge izdelke. Ne bi vse rad naštel, ker bo širok paleta izbora. Da ne bom pa pozabil tudi na slastne langaše, ki bo pripravila naše pridne članice kulturno-turističnega društva Vaneča. Tako da pridružite se nam na Martinovem dnevu v Puconcih, se pravi zbor pred občinsko stavbo v Puconcih, kjer se bomo družili,
zabavali in pa predvsem gibali, na koncu pa tudi okušali dobro vino. Se pravi, v soboto, 15. novembra, začetkom ob 10. uri. Se pravi, ob 9:30 lahko pridemo in se prijavimo na pohod. Sploh ni nikakršnih težav, le da veste, kakšno bo število pohodnikov. Tako. Potem se boste pač odpravili po poti po okoliških vaseh, jih naštejeva. Lahko, ja. Se pravi, prva bo seveda Picunci, potem gremo v Gorica, Šalamenci, Vaneča in se spet vračamo nazaj proti Picuncam. Tako da pohod ne bo predolg in vmes boste tudi postali, kot ste rekli, v Vaneči. Tako. In sicer v vinski kleti, Ja. da malce vidite, dokler je še mošt, Tako. lahko rečemo. In potem se boste odpravili počasi nazaj v Puconce, kjer bo vse, ki si to želijo, pričakala kmečka tržnica. In z vsem naštetim je to kar velik zalogaj in iz vaših besed smo razbrali, da sodelujejo pravzaprav skoraj vsa društva v občini. In ta povezava je zelo dobra. Seveda, pri nas zelo dobro sodelujemo z vsemi občinami, ampak na vašo presenečenje sodelujeta dve kulturno-turistični društvi. Je pa res, da so v ozadju tudi posredno tudi druga društva vključena. Tako da ja, lahko rečemo, da smo zajeli velik spekter organizacij, bomo rekli. In povabili tudi goste iz sosednje države. Tako. Mi zelo dobro sodelujemo z našimi pobratenimi mesti, tako v tem primeru sedaj z vinarji z Zaboka na Hrvaškem ter Tordaše na Mađarskem, tako da bomo imeli tudi priokus sosednjih držav. Ne samo priokus, gre torej, lahko rečemo, za mednarodno dogajanje. Tako. In tudi do določene mere lahko rečemo prenos znanj ali pa tradicij. Tradicij, seveda. Vse skupaj bo pa povezovalo tudi naši vinski bratje iz Gederovec, tako da ni samo mednarodno, je tudi medobčinsko. Zdaj, konec koncev to želiva poudariti, da vabljeni so vsi, ki naj jo gledajo oziroma poslušajo kakorkoli pač že, iz kateregakoli konca, kajti veselo in zabavno bo. Tako. Krst mošta je pa, oziroma nekateri pravijo krst mladega vina, je pa sploh ena izmed posebnih, kako ne rečem, tradicij, ki je v bistvu v naših krajih zelo razširjena. Tako. Poteka ta tradicionalna, kako bi rekli, ta običaj, kjer bomo krstili mlado vino, pri tem bo tudi ta lepa prireditev na samem dogodku. Pozneje pa se bomo seveda lahko poveselili ob zvokih vinskih bratov, sprehodili med vsemi ponudniki na stojnicah oziroma na kmečki tržnici, tako da ste pravzaprav združili prijetno s koristnim. S pohodom poskrbimo za telo, potem pa poskrbimo še za dušo. Tako. In za brbončice ne smeva pozabiti. Se pravi, če povzamemo, lepo ste povedali, združimo gibanje, druženje in pa dobro vino. Jožek Špilak, direktor razvojnega zavoda občine Puconci, najlepša hvala za obisk. Hvala za vaše gostoljubje. V oddaji Med nama, ki bo na sporedu v nadaljevanju našega programa, bo naš gost Rudi Bučar. Njegova glasbena pot se je začela zgodaj, ko je bil v 5. razredu osnovne šole, je najprej poskusil igrati klavir, vendar je to takoj opustil in se začel učiti kitare. Podporo pri ustvarjanju pa ima vseskozi, pravi Rudi. Da mi je bila glasba v amaterskem smislu položena v zibko in da sem imel v bistvu vse otroštvo pravzaprav podporo vseh 4 staršev. In moram reči, da danes imam svojo družino in imam podporo te družine. Mislim, kaj si želiš več. Živim preprosto življenje in mi pač pohleb ni tako, bom rekel, mi ni tako blizu. In skušam tako peljati to svoje življenje pravzaprav tudi naprej. Poglejmo še napoved vremenoslovcev. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno.
Zjutraj je bilo oblačno in megleno. Opoldne so v Murski Soboti in Radencih namerili 12, v Lendavi in Krajinskem parku Goričko pa 11 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo še precej jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla, ki se lahko ponekod v vzhodni Sloveniji zadržuje tudi popoldne. Čez dan bo v srednji in južni Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, na jugozahodu okoli 8, najvišje dnevne od 12 do 17, v kraj z dolgotrajnejšo meglo od 5 do 10 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 4, v Mariboru 3, najvišje dnevne pa v Murski Soboti in na Ptuju 15, v Mariboru pa 16 stopinj Celzija. V petek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, ponekod bo rahlo rosilo. Drugod bo še po večini jasno, po nižinah se bo vsaj del dneva zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna na severovzhodu. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, v prevetrenih krajih bo dokaj toplo. Temperature se bodo v naslednjih dneh zjutraj gibale med -1 in 7, čez dan pa med 2 in 15 stopinj Celzija. To je bilo za danes vse, kar smo vam pripravili v naši osrednji informativni oddaji. Dogajanje v Pomurju lahko spremljate tudi preko naše spletne strani ali socialnih omrežij. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav!